In kot sem povedal pred 4 minutami, v totem studiu nisem sam, z mano je namreč Maj Vrhovec. Maj, lepo zdrav! Živijo! Zdravo in dobrodošel v totem studiu prvič pri nas. Tako je, najlepša hvala. Okay. Super je v totem Mariboru. Je drugače, ko si rekel pri vas doma. Je malo drugače, ampak zelo domače. Je zelo, no evo, to je najbolj važno. Maj, povej za vse, ki morda ne vedo, kdo je, to zdaj jim daje eno tako kar zahtevno vprašanje, v bistvu, kdo je Maj Vrhovec? Ja, Maj Vrhovec je predvsem pevc, avtor in producent, tudi pevc pri pop dizajnu, a ne? Za tiste, ki še ne vejo, slučajno, pa nek tak slovenski kantautor. Super. Tako da tvoje življenje je v bistvu prepleteno z muziko. Je tako, od malih nog. Super. Od malih nog, skozi že nekaj muziciramo. Začel se je v 5. razredu, ker v bistvu sem šprical pevske vaje, a ne? Ampak so me ujeli, pa so me dali pol za solista na oder. So rekli, zdaj boš pa pel. In od takrat naprej je petje. No, vidiš. Hvala Bogu, da so te vlovili. Tako je, hvala Bogu, da sem šprical. Otroci tega ne delati, ampak Včasih pa vidiš, kako se potem izide. Ja, tako. Sicer pri pop design verjamem, da je gužva tudi tam. Zato me zdaj zanima, odkot tebi zdaj ideja, da zdaj pa bi še ti sam naredil malo muzike? Veš kako je, jaz sem imel ta projekt pripravljen že nekaj cajta in se pravi 3-4 mesece nazaj smo mi nastopali na, mislim, da je bilo celo glih v Mariboru, smo nastopali z Omarjem Naberjem. In se mi dva v zaodarju nekaj pogovarjava, pa prav on, ti delaš tudi kaj avtorsko glasbo ali samo s pop dizajn? Pa so rekel, imam nekaj na računalniku, pa rekel, daj pokaž, ajde. In mu pokažem pa prav, stari, pa kaj čakaš, daj to ven, ne? Sem rekel, a res misliš? Ja, itak, daj stari, sam dej, nič čakat. In pol, v bistvu me je Omar, nekako dal ta zadnji push, da sem jaz rekel, ajde, gremo še to ven dati. In to so neke take bolj osebne zgodbe. Recimo pop design je bolj jaz kot performer, showmanship in tako naprej. Ta moj solo projekt je pa nekako bolj intimen, bolj v stiku s publiko. To pa je bolj Maj. To je pa bolj Maj, tako. Tako da zahvaliti se gre po eni strani tudi Omarju, ne? Res je. Ampak dosti krat se tako zgodi, da morda nekdo doma ful dobro, nekaj pa nekoga rabiš, mogoče kdaj, da malo... Ja, tisto eno besedo, da te mečken dvigne in pol si tako nekaj klikne in si, ajde, gremo. Ajde, vidiš. Pa si izbral pogum, pa evo, komad je nastal. Naslov je Moja Dolenjska. Ali to je prvi singl tvoj? Drugi že. Drugi že. Kak je bilo s prvim? Ja, prvi, veš kako je bilo, dali smo ga ven, pa smo pa upali na najboljši. In očitno je bilo, ker je prišel še drugi. Odziv je bil kar dober in prišel je drugi, zdaj je na poti že tretji, tako da kar šibamo. Tako da slejko prej bo zmanjkalo časa, ali pa se ti bo zmešalo. Eno ali drugo. Povsod. Danes bomo slišali Moja Dolenjska, premierno na totem radiju, predvidevam, ne vem, ali pa narobe, da si iz Dolenjske? Ja, tako je. Sem čisto krven z rodovnikom. Jaz sem drugače iz Višnje Gore, se pravi, to je čist začetek Dolenjske, ampak smo Dolenjčki, veš. In to je nekako komad govori o rojstnem kraju, o družini in mislim, da sicer opeva Dolenjsko, ker sem jaz iz Dolenjske, ampak mislim, da se vsak Slovenc lahko najde v besedilu. Pa zamenja za svojo pokrajino. Tako. Maj, jaz predlagam, da prisluhnemo in se vrnemo čez 3 minute nazaj. Torej, Maj Vrhovec v totem studiu, dobrodošel še enkrat in tukaj torej njegov nov singl Moja Dolenjska. Dajmo prisluhniti. In Maj Vrhovec v studiu. Lepo zdrav, Maj, še enkrat dobrodošel. Dajmo se malo lotiti muzike, taki fajn, prijeten komad. Vedno meni se zdi prijetnejše, ko je tako malo harmonike, nekaj zdaj se mi zdi te slovenske pesmi, ko tako malo...
malo tako domače ti naredi. Naredi, ja. Domače Toplo in domače in bi si kar nekaj bi se vsedel, pa bi si pel. Tako, ne, evo, pa smo dosegli namen. Ja, no. Jaz sem glih zato rekel, harmonika mora biti. Ja. In zdaj sem začel v vsak komad nekako skrivati harmoniko, tudi za naprej. Nekako sem prišel do tega v zadnjem času, če dalje bolj poslušam tudi jaz, narodno zabavno in sem rekel, ok, to je to, dajmo zmešati nekako ta moj country pop. Tako. Slovensko domačo glasbo in ratala je slovenikana, kot ti rečem. To je slovenikana, ok, cool. Žanr, ki sem ga poimenoval. Pa še skupaj, ne? Ja. Tako fajn je slišati, no. Nekako tako domačnost, veš, jaz sem res, všeč mi je ta domačest, toplina, da si ti lepo doma, daš vse štiri od sebe in te pip, a ne? Ja, vem, kaj hočeš reči. Ja. Ok, zdaj vse to, koliko jaz razumem, ti to doma vse delaš, ne? Res, muziko. Ja, jaz imam studio doma. Ok. In vse komplet, se pravi snemanje, aranžiranje, inštrumente odigram vse sam. Razen harmoniko mi je moj dober kolega Luka Pirc posnel. Bravo, Luka, lepo si zaigral. Tako je, Luka, bravo. Ja, drugače pa vse izpod mojih rok. Svetovno. In koliko časa recimo to zdaj ne vem, če bi kakšni mlajši glasbeniki potencialni radi recimo kdaj kaj takega počeli. Kako dolgo tebi recimo nanese časa? Koliko? Da spraviš vse to skupaj od nule do tega, da daš komad recimo na YouTube. To je težko reči. Zdaj, kakšni komadi se odvijajo v 2-3 dneh, kakšen pa stoji tudi po 1 leto, pa ga pacaš, pa se nič ne zgodi. Pa se vrneš na začetek, pa vidiš, da je takrat bilo najboljše. Točno to, ja. Na koncu, ne vem, kaj vse probaš lahko, na koncu prideš na eno kitarco in si tako, to je bilo to. Tako da težko je reči, ampak jaz mislim, da za mlade glasbenike en nasvet, ki bi ga dal, je, da ne biti preveč perfekcionisti, ker perfekcionizem ti ubije sanje nekako. Jaz sem to porajtal, da če si zadaš en cilj, ga naredi, do takrat pa takrat, daj si datum in lažje ti bo v življenju. Lažje ti bo v življenju. Ja, pa tudi seveda seveda cilj mora biti tudi dosegljiv, ne? Ne si zastavljati nekih ciljev, ki ni mogoče doseči, ker pol pa spet ni fajn, ne? V drugi smeri. To imaš prav. Se pravi, doma potem vse zmiksaš, produciraš, vse, mastering, vse ti sam to narediš. Vse. Super, kje pa si se naučil recimo teh stvari? To je pa druga pesem, to sem pa v Nashvillu. Ja. Sicer za časa korone sem jaz si kupil en kurs pri Warrenu Hewartu, v bistvu, ki je produciral tudi Aerosmithe pa Red Hot Chili Peppers. Lepo. In smo imeli v bistvu kot nek 2-letni študij, ne? Tako da Nashville Production graduate. Bravo, gledaj, kapo dol, svaka čast. To je bilo preko spleta? Tako, preko spleta. Tako, v koroni sem si vzel, sem se naučil. Glih pravi čas. Glih pravi čas. Evo, pa smo pa začeli. Najprej sem začel za pop design, pa še zase. Svetovno. Pa tudi, če dale več strank tudi. Evo. In je zalaufalo. In upamo, da še bo, seveda, dosti bolj. Zdaj praviš, da si zadal cilj vsak mesec en komad dati ven. Ja, v naslednjih, se pravi do aprila. Aprila 26 sem začel, aprila 27 naredimo en party za izdajo albuma. Evo. Pa bo šlo? Boš Seveda bo. Zdaj sem si zadal, zdaj moram. Okay. Sicer ni še vse narejeno, ne? To malo sprot delamo, recimo ta komad, ki ga delamo zdaj za julija. Ga lih v tem momentu delam, se pravi v ponedeljek sem začel, včeraj sem vokale snemal, danes moram mix mastering narediti, jutri bo komad objavljen in pol gre 31. julija ven. Je bilo pa tako, da smo ga v bistvu delali z mojimi poslušalci. Jaz imam na Instagramu eno skupino, v kateri pol smo nabrali ideje in jaz tako dam noter ene par teh osnovnih točk, kaj bi bile teme, ne?
in dam zraven, ja, dajmo še eno morsko ljubezensko, tako čisto iz heca. In itak so vsi za tisti glasovali, tako da bo tak morsko obarvan komad. Ja, gledaj, taki čas je. Ja, zdaj, ne. poletje, ne. Tako, in debate o tem, dopust kaki. Dopust je bil kratek, dvodnevni na Krku. Ok, kaj pa zares? Zares pa pol novembra pičimo v tropske kraje. Nam lahko izdaš kam? Tropske? Indonezija. Indonezija. Pa verjetno ne bo šel za 2 dni, ne, ker je bilo nerodno. To je že samo avion, ne, 2 dni to danes. Ja. Ok, jaz upam, da boš užival tam, fejsi spoči, ker še te čaka kar nekaj pesmi za narediti. Sicer pa preden greš še eno darilo zate, glej. Najlepša hvala. Posebna mariborska premium VBO zobna ščetka. Vidiš? Kako si vedel, da sem lih moram zamenjati? Glej, vedno prav pride. To je zate darilo naše. Sicer pa, glej, se še slišimo, upam, da ti uspe, kaj si zadal, da boš užival na dopustu. Najlepša hvala. Previden bodi. Ja, itak, ja. Tam so malo drugačni kraji. Ja, je res. Pa seveda tudi spop design. Ja. Da imamo radi. Samo gasa, ne? Samo gasa, tako si rekel. Maj Vrhovec, torej, hvala lepa za obisk v totem studiu, pa javi se kaj, ne, ko boš končal. Seveda, pridem in naredimo čago. Tako, evo, pa lepo zdrav na Dolenjsko. Najlepša hvala. Pa pozdravi, kak je že oni, ko je harmoniko igral. Luka, pozdravi. Pozdrav, Luka. Evo, hvala ti, Maj, lepo bodi. Hvala tebi, čau, Štajerska.